Lepo zdrav in dobrodošli na novem liveu Kripto dnevno. To je live, ki ga imamo vsak dan ob 9. uri zjutraj na Patreonu. In če to spremljate kasneje preko YouTuba in se mi želite pridružiti v živo, so povezave spodaj v opisu in pri petem komentarju. Če pa seveda spremljate kasneje preko YouTuba, se tudi ne pozabite naročiti na moj kanal, da ne boste kakšnega posnetka tega livea zamudili. No, tako, zdaj, ko smo dali to za nami, danes je sreda, 4. marec, in na kriptotrgu, kot že jasno sam naslov pove, imamo naravnost noro situacijo. Mi smo tukaj na 15-minutnem časovnem intervalu začrtali teleplane in niti eden se ni izšel. Imamo izredno volatilno situacijo tukaj, tegale območja ni več, kaj smo imeli tukaj 67.800. Mi smo tole kar takoj šli pobirati, to likvidnostno območje, niti nismo šli testirati te meje na 68.800 tam nekje, tako da tega zdaj ni več. Kaj se je potem dogajalo? Mi smo šli dol in potem smo naredili tole dvojno dno. Šli smo testirati tudi njegovo neckline mejo tukaj. To je bila na 67.800 in potem smo tudi večkrat udarjali ob tole mejo na 68.800. In zdaj, lih pred kratkim, smo jo tudi prebili. Zakaj? Zaradi tega, ker imamo tukaj zgoraj likvidnostna območja. Tole bom zdaj izbrisal, ker s tem označujem likvidnostna območja. Torej, tukaj zgoraj na tem vrhu vidimo, da so ljudje stavili na padec po tem indikatorju in po mojem bomo mi zdaj s tole rastjo šli pobirati stop lose, ki jih imajo ljudje naštimane tle. To imamo 69.600, ravno kar smo na tem območju. In potem je še točno tukaj, na tem vrhu, imajo po mojem naštimane stop lose, bom jaz tole označil, na nekje točnih 70.000. Tako da, glede na to, da gremo mi zdaj gor, bi bilo zelo možno, da mi poberemo še tole ta drugo likvidnostno območje. Ampak, kaj se je zdaj še dogajalo? V vsem tem času, tukaj, ki smo ga imeli, poglejte, koliko dolgih pozicij se je nabiralo. In to imamo točno tukaj na tem dnu. To je meja na okoli 66.200 in potem so se nabirale dolge pozicije še med vso tole konsolidacijo tukaj. Tako da imamo tudi novo likvidnostno območje na okoli 67.500. In kaj bi mi zdaj lahko tukaj pričakovali? Kot sem rekel, gremo mi pobirati, no, to smo že pobrali, poberemo še tole likvidnostno območje, gremo malo čez, morda naredimo kakšen dvojni vrh in potem gremo pobirati spodnja likvidnostna območja, ki pa so, bom ponovil, 67.400 tam nekje, pa 66.300 in potem je še tole tukaj že odprej označeno, ki ga še nismo pobrali, na okoli 65.000. Zdaj, to bi bil nekako plan, ampak glede na vso to noro situacijo, ki jo imamo, bomo videli, če se bo dejansko izvršil. Ker kot ste videli včeraj,
smo enostavno cikcakali gor in dol. Je zelo volatilen teden, trg se ne ve odločiti, tako da trenutno samo pobira likvidnostna območja. Nekaj zanimivega, kar se je začelo dogajati tudi je, da je kar nekaj ljudi začelo staviti na padec. Kot vidimo, tale indikator tukaj se je začel pomikati navzdol in bomo videli zdaj, če bo to gorivo za nadaljevanje rasti ali pa zdaj tukaj nekdo stavi na padec, nekdo, ki ve, kaj počne. RSI-ja trenutno tudi ne bomo gledali, zaradi tega, ker je čisto cikcakasto. Vse tukaj na enournem časovnem intervalu tudi vidimo dvojni vrh, smo padli dol, potem smo naredili dvojno dno in od tega dvojnega dna smo potem rastli naprej. In tudi tukaj na tem območju konsolidacije vidimo tukaj, koliko dolgih pozicij se je začelo nabirati, kar se Bitcoina tiče, tako da ja, likvidnostna območja od spodaj za pobirati 67.500 in pa tudi tole dno na okoli 66.500, tako da tudi tega bom označil. Bomo videli zdaj, kako se bo izvršil tale naš plan. Jaz seveda bom obveščal preko Patreona še naprej, tako kot sem tudi včeraj, kar se tiče tega dogajanja tukaj. Dajmo pogledati zdaj še, kako se ujemajo ta likvidnostna območja tukaj na tej mapi, na tem grafu, ki nam jih lepo prikazuje. In ja, moram reči, da se zelo lepo ujema tukaj. Ljudje, ki so stavili na padec, imajo stop losse na okoli 70.000, 69.300. In potem, pogledajte, kaj se je začelo nabirati tukaj spodaj. 67.200 in pa 66.900. Tam nekje, to so vsi ljudje, ki so stavili na rast. In to bi znalo biti tudi v kratkem pobrano. Ampak bomo videli, kako se bo vse tole razvijalo. Zanimivi dnevi pred nami. Po mojem, ta teden zna biti kar precej zanimiv, kar se tiče gibanja cene. Poglejmo zdaj še Ethereum. Tudi tukaj naši plani se niso izvedli, tako da bom tole zdaj izbrisal. In ja, Ethereum ima še bolj cikcakasto gibanje cene kot pa Bitcoin. Zelo zanimivo. Tukaj zgoraj imamo eno likvidnostno območje, kjer so ljudje stavili na padec in to bi mi po mojem zdaj lahko šli pobirati. To območje se nahaja na 2040. Tukaj vidimo, kako so ljudje stavili na padec in sigurno imajo tukaj naštimane stop losse. Kar se pa tiče enournega časovnega intervala, tukaj vidimo, da je bil Ethereum kar precej nevtralen v primerjavi z Bitcoinom. Tako da zaenkrat imamo tole mejo tukaj zgoraj na 2040, za katero mislim, da bi jo s ta zadnjo rastjo lahko šli pobirati. Drugače na 15-minutnem časovnem intervalu lahko vidimo tukaj pri tem dnu, sicer nismo prišli prav v prekupljeno območje, ampak pri temu dnu na 1930 tam nekje je kar precej ljudi stavilo na rast. Tako da, če se vse skupaj obrne, bi potem mi lahko šli pobirati ta likvidnostna območja tukaj spodaj. Tukaj imamo še
tole črko V, katere neckline mejo smo že testirali kar precejkrat in če gremo še enkrat dol, jo po mojem lahko izgubimo in naslednje likvidnostno območje, ki ga imamo označenega, je na 1900. Tako da kar precej zanimiva situacija. To bomo vsekakor še spremljali naprej. Tako da ne se mi pozabiti pridružiti na Patreonu, če vas slučajno to zanima, tam bom obveščal še naprej. Tudi live imamo vsak dan ob 9. zjutraj, tam mi lahko date tudi komentarje. Če morda želite, da pogledamo kakšno kriptovaluto, ki je vam morda ljuba, imamo chat tukaj. Če spremljate kasneje preko YouTuba, se vsekakor priporočam tudi za kakšen všeček, to precej pomaga algoritmu, da požene zadevo naprej, da tudi drugi vidijo. In pa slučajno, če še niste naročeni, kar dejte se naročiti, da ne boste zamudili kakšnega posnetka tega livea. Tako, zdaj pa vam jaz želim en lep dan še naprej in seveda se vidimo jutri ob 9. zjutraj. Čau, čau.